Rak je genska bolezen, zato je novost, o kateri je bilo danes govora. Seveda ste na Onkološkem inštitutu tovrstna testiranja izvajali že prej, pa vendar bo zdaj področje molekularne genske diagnostike oziroma testiranja urejeno sistemsko. Za bolnike to pomeni veliko upanje, za stroko pa pomemben izziv, kajti na tem področju se obeta še veliko novosti, mar ne? Drži. Predvsem bi rad poudaril to, da dejansko za bolnika predstavlja velik korak naprej, ne samo se strani njegove obravnave, boljše obravnave, boljšega diagnosticiranja, boljšega zdravljenja, ampak predvsem gre za to, da je bolniku omogočeno, da vse opravi doma. Skratka, da je doma, da je v hiši, da je v Sloveniji, da mu ni treba, da gre v tujino, da je celotna njegova obravnava tukaj in da je kompletna. Redke države, zares redke države v Evropi in tudi na svetu imajo takšen sistem vzpostavljen oziroma plačljiv strani zavarovalnice in zaradi tega mislim, da ta korak, ki smo ga dosegli oziroma ki smo ga naredili z zavarovalnico, je zelo velika stvar. Tudi zato, ker smo na takšen način omogočili, da razvijemo molekularno diagnostiko. Predstavljajte si, če ne bi bilo te podpore, bi bili odvisni od tega, kar ponujajo tuji ponudniki. Molekularna diagnostika se ne bi mogla razvijati, ker ne bi imela podlage za razvoj. Tako na takšen način oziroma s tem dogovorom smo pripravili podlago in upam, da bo ta podlaga osnova za uvajanje novih preiskav tudi v bodoče. In to je pravzaprav, če pomislimo na dogajanje v preteklosti na različnih področjih medicine, pravzaprav eden redkih primerov, ko pri uvedbi na sistemski ravni pravzaprav ni bilo nobenega pomisleka, ko je bilo dokazano, da čeprav so tovrstne preiskave lahko zelo drage, so vendarle stroškovno izjemno učinkovite, predvsem pa bolniku prihranijo veliko slabega, recimo trpljenja, do katerega lahko pride zaradi neželenih učinkov, denimo po kemoterapiji. Tudi to drži. Je pa res, da ni šlo čisto tako gladko in tako hitro, kot smo si predstavljali. Jaz ne bom zdaj govoril o tem, kdaj smo začeli in koliko časa smo to pripravili, ker pač sem se z zavarovalnico osebno pogovarjal. In prvi korak je bil jih prepričati v pomen in pomembnost takih preiskav. In ko smo mi kot Onkološki inštitut na začetku inicirali in dali ta predlog, da se začne molekularna diagnostika financirati, je zavarovalnica razširila to pogajanje na celotno Slovenijo. Ni se želela, oziroma kar je morda prav, se ni želela pogovarjati samo za Onkološki inštitut, ampak je želela kompletno urediti molekularno diagnostiko. In ne samo na področju onkologije, ampak tudi na drugih področjih. Prej smo slišali tudi za monogenske bolezni, ker načrtujejo tudi uvajanje podobnega zdravljenja. Ampak kot sem povedal, prvi korak je bil prepričati zavarovalnico in pokazati, da je to nekaj, kar ima osnovo, kar je perspektiva. In med temi koraki so bili tudi takšni, da sem povabil vse predstavnike zavarovalnice v laboratorij, ker so preživeli z nami en dan v celoti, da so videli, kako se dogajajo in kakšni so procesi pri diagnosticiranju in da tukaj ne gre za neko naše sprenevedanje ali pa kakršnokoli pretiravanje z nekimi preiskavami, ampak da gre za utečen sistem potrebnih korakov, da se pride do nekega rezultata oziroma izvida. Torej je zmagala moč strokovnega argumenta, ki je morala biti dodatno podkrepljena, ne? Jaz bi rekel, da je pravzaprav zmagal razum, ker dejansko tudi strani zavarovalnice, potem ko smo enkrat uspeli doreči in se opredeliti do pomena molekularne diagnostike, potem več ni bilo takih velikih problemov, da se dogovorimo, kako bomo to naprej izvajali. Ja, sistemi, ali bomo po modularnem sistemu to uredili, ali bomo po sistemu diagnostike, ampak na koncu koncev rezultat je bil pomemben, da smo se uskladili, da se lahko gre v to financiranje.